Dober večer, Viktorija. Dober večer. Ja? A veste, kako je to, ne? Ker ni nobenega, potem pride eden, pa ta nekaj pove, pa bomo pa čez njega malo pošimfali, ker ni bil najboljši. Ampak danes je 200. V hladilniku imamo nekaj za ohlajati, da nas zdravimo tam 200. Veste, 200 srečanj narediti, Mihael. Škoda, da nisem prišla s klobukom, da bi ga dol dala. To veste, ve samo, to sem že večkrat povedala, to vejo samo tisti, pa tudi vemo, tudi jaz, kaj je to enega dela. Kljub temu, da je Mihael spreten, hiter, da mu vse dela tako, kot je treba, je to vse eno toliko in toliko ur delovanja in pripravljanja. Tako da jaz, veste, ob takih priložnostih nimam besed drugih kot to, da rečem hvala za vse, kar dela. Grem gledati, kako se je ohladil. Fejdi. Hvala Mihaelu, hvala Eviljani, da nekako držita to društvo tako, ta dejavno društvo, da lahko vsi nekaj dobimo in tudi vsi nekaj damo. In če bi se vsi to zavedali, kako pomembno je to, da imamo to skupnost. Je hladen, Fejdi. Provaj, če je pravi. To je Viktorija. Dobro Evo, je, za 200. dobro je. Srčna hvala tebi. Super. Za vse Evo, nas. ja, da bo malo pokalo, ne? Ja, evo. V glavnem še enkrat hvala. Jaz se zavedam, koliko je vredno to naše druženje, informacije, ki jih dobivamo, ki nas tudi povezujejo lahko, s katerimi se tudi nekako širimo znanje, da si lahko pomagamo tudi tam, kjer, veste, jaz sem se v teh 5 letih toliko naučila, 4-5 let, ne, pa nisem bila od začetka aktivna, zadnje 2 leti bil tako, ampak toliko naučila, da mi je jasno, kje oziroma kako se ne funkcionira oziroma funkcionira, da ne bi funkcioniralo ta država. Tako da to je zelo pomembno vedeti in nastopiti tam, kjer lahko, tam, kjer se pa ne da, pa pustimo, ker se itak sistem sam zruši. Ne. Tako da, evo, jaz sem prva, zdaj pa naslednji. Mihael, hvala. Hvala 200. tebi. Ja, hvala tebi. 400. Tako bomo pa pripeljali. Srečno. Borut, Evo, še par besed rečem. Predvsem globok poklon Mihaelu, temu možganskemu trustu, seveda o podpori Eviljane, ki je predsednica društva, ampak predvsem pa Mihaelu, ker brez njega tega ne bi bilo. Tako kot je prej žena omenila, zdaj je 5 let od tega, ker smo v društvu in to 200 srečanj. Že nam je bilo to dejansko težko biti prisoten na tolikih srečanjih, ne pa jih pripraviti. Mi smo tukaj 4 do 5 ur na srečanju, Mihaelu je pa to verjetno kar nekaj dni pred to naredil. Torej še enkrat hvala našemu dragemu Mihaelu in ženi, ki ga podpira. Srčna hvala, Ja. to je bilo čudovito. Ja, hvala ti. Hvala. Ja, Hvala. hvala tudi vam, brez vas ne bi to je bilo, mislim, je treba te stvari vzeti s celim paketom skupaj, ne? Ker drugega potrebujemo. Prosim naprej, ja? Dober večer, Tebi ne. Tomaž. Evo, Tomaž bo povedal. Hvala vsem za sprejemanje, sprejetost in za razumevanje. Srčna hvala tudi tebi. Ja, evo, še naša Melita. Ja, jaz sem Melita, bi se pa tudi zahvalila Mihaelu in Eviljani za vsa ta leta, toliko res velikih informacij in ta pravih, ki brez njih bi pa verjetno bili kar mrzli. No? Tako, hvala, Mihael. Tako da vas povabim, da poveste, če imate mikrofon, da vam deluje, dobrodošli. Ja, Mihael, zdravo, Dušan. Ja, Da se Dušan, malo javim. bravo, Dušan. Zdravo, pa čakaj, da vidim. Jaz Ja. sem že tak predpriprava za nočne aktivnosti. Ne vem, če se vidi. Vidi se, ja.
čudovito. Kako si temu rekel, jaz sem zdaj ves teden sem se pripravljal na blagovno menjavo, ne, zunaj, da rastlinjak pa to urejam, ne. Zdaj pa mi je gležen zaštekal, danes nisem mogel nič. Okay. No, Dobro, okay. Ti želimo za gležen, da ga čim prej spraviš v kuhinjo. Ja, no, kaj je zanimivo tu v društvu, je fajn, ker nam razširjamo obzorje in v bistvu se učimo iz tedna v teden, ne? Ja. V tem ponorelem svetu mislim, da je to važno. Zelo pomembno je to, kar si povedal, v ponorelem svetu dobiti ponorelo informacijo v pravem času, da nazaj pospravimo nekako uredne. Ampak ta vztrajnost, veš, je, mislim, da ključna. Veš, da sem nekje slišal, pa ne vem, kdo je že to rekel, mislim, da je to rekel en človek, ki se je ukvarjal s korono, kako je to psihološko urejeno, ko je enkrat nek majhen upor v eni državi prenehal, takrat je država šla v vojno v tistem trenutku. Ja. Tako da bodimo vztrajni, bodimo skupaj, imejmo se radi, podpirajmo se, ker če se ne bomo podpirali, tudi tega ne bo več. Hvala lepa, res hvala, Dušan. Smo v letnem času, kot je rekel Charles Dickens, ko je v senci zima, na soncu pa poletje. Tako je. Evo, toliko moje strani. Hvala lepa, lepo bodi. Ja, lepo zdrav. Evo, naslednji, prosim, če se javi. Ja, naša Tanja prihaja. To je pa moja desna roka. To je pa, torej Tanja, ne, mi pa rihtava tukaj finance z Tanjo, ne, ona je glavna računovodkinja, jaz sem pomožen, kakoli še program, tako da Tanja, izvoli, prosim, beseda je tvoja. Evo. Ja. No, jaz ne vem, vse je bilo že lepo izrečeno, hvaležnost za to, da nam Mihael pa Viljana dajeta priložnost, da vsaj zame je bilo tako, da sem začela imeti sebe rada. Ker ta svet, kakršen je, jaz vidim to po svojih izkušnjah, da je zaradi tega tak, ker imamo ljudje vsak sebe premalo radi. In jaz se intenzivno učim, nekje sem slišala, da je Bog ljubezen. Torej, jaz sem začela razvijati za sebe ljubezen, se začela imeti rada in zdaj lahko iz izkušenj povem, da se meni odvijata moje življenje zdaj čudovito, zaradi tega, ker imam sebe rada in vem, da če nimam sebe rada, ne morem imeti nikogar rada, niti ne morem sprejeti ljubezni od zunaj. Tako da zdaj vem eno samo stvar in to mi enkrat med meditacijo prišlo, da ne odpušča in popušča pametnejši, ampak tisti, ki ima sebe rad. Prekrasno povedano, prekrasno, hvala, draga Tanja, to je bilo čudovito, a ne? Strinjamo? Ja? Vojko, ja? Evo, gospod Vojko, evo, beseda je tvoja, izvoli. Mihaelu najprej čestitam za teh 200 srečanj. Hvala lepa. In Mihael nam odkriva svet pravic, ali pravični svet, so ga nam že dobro skrili, on ga pa odkriva. In to je moje za Mihaela. Srčna hvala, to je kratko in jasno, mislim, ja, spoštovani, jaz moram reči tako, mene je v življenju iskala krivica vse življenje in sem iskal, kako bi to krivico po pravici kaznoval, ne. Je zelo enostavna, je tukaj med nami, je v našem srcu, ampak si jo bojimo včasih povedati. Naj ostane to zaključna misel, hvala ti za to misel, hvala ti za pohvalo in vsem tudi vam, tudi tistim, ki ste brez mikrofonov, ki tega ne izrečete. Zdaj pa takole predlagam, ne, hvala vam vsem, ki ste izrazili misli in podporo, da gremo naprej z isto paro in mogoče še z močnejšo, da iščemo rešitve, da iščemo težave, da najdemo, kje so problemi in da si drugemu stojimo ob strani.
Nocojšen film, ki bo zanimiv iz enega posebnega vidika, ki ga cel večer v bistvu o njem razpravljamo. O tem, kako nekdo lahko nekaj naredi, ker drugi pa ne morejo in ne pove, kako naredi, in ga potem obsodijo in ga kritizirajo po časopisih in ga kritizirajo javno in mu onemogočijo delati in ga na koncu celo ubijajo. Poročilo filma je neverjetno, tako da želim, da to gledate, mogoče še koga povabite zraven. Zdaj pa tako, glede na to, da so tukaj prinesli tale litrček vina, pa bi jaz predlagal, da ga kar odprete. Ja, pač to se je kaj drugega, imamo zelo skromno tole, zelo skromno, če glih je vinček tako lep. In predlagam, da tukaj skupaj nazdravimo, potem si pa pogledamo ta naš film. Tako da, lejte, to je en tak lep prelomen trenutek, skoraj revolucionarno, ker jaz nikoli v življenju si nisem mislil, da ko bom prišel pred 30 leti, bom rekel, v ta poslovni prostor, ki je bil narejen za to, da preživljam svojo družino, da preživljam sebe s samostojnim delom. Pač nekako sem naučen, da je treba delati z obemi rokami, tako me je oče učil. Veste, moj oče je bil po poklicu avtoelektrikar, delal je v Certusu, bil je zaposlen, ampak glede na to, da nas je bilo v družini veliko, je on delal 2 službe. Elektriko z avtobusi v službi in pa elektriko v hišah, v novogradnjah, ker se je pač na te stvari spoznal. Tako da v bistvu v rednem delovnem času v službi, popoldan pa pač, kako smo rekli, še tisti fuš, da je zaslužil za družino, da je mama lahko bila doma z otroki in da nam je imela kaj za ponuditi za na mizo. Dogajale so se tudi v tistem času, veste, to je toliko let nazaj, računajte, 60 let, 55-60 let nazaj, se je svet drugače vrtel. Svet je bil popolnoma drugačen. In mi starejši imamo ene določene izkušnje, ki z mladimi želimo podeliti, vendar nimajo predstave, kako je to izgledalo, kajti vsa zgodovina je izbrisana. Zgodovino nam spreminjajo in če ste pozorni, kaj je YouTube, oziroma ne YouTube, ampak Facebook naredil, 3 mesece stare videe dokaze že brišajo. Poskrbimo za to, da se to ne zgodi. Evo, zdaj pa vidim, da je že pripravljeno tule za tale naš, da to nazdravimo, potem pa si zavrtimo še film. Tako da, evo, če je kozarček, tukaj sta 2 kozarčka, evo. A je tukaj? No, evo. Torej, na zdravje vsem članicam, članom, predvsej predsednici društva, Viviljana, stopi bližje, prosim, da te najprej dami, kaj ne, oziroma ne vem, kako to gre. Ker ne delamo pogosto. Nimamo pogosto 200 družen, ampak gledajte, krasno še tle, ja. Ja, pridi in da z vsemi skupaj, gledajte, s penino in ob tem našem, pridi Viktorija pred kamero, ja, pridi malo bližje, da se vidiš, tako. Pa da nas zdravimo skupaj, to je tak prelep trenutek. Hiter pridite sem. Ja, da se sliši čin. No, dajmo skupaj. 3, Kje ste še ostali? Ja, evo, na zdravje. Na naslednjih 500. Hvala. Vsem lep želim dober večer še naprej. Milita, zdravje z vodo. Hvala in na zdravje. Na zdravje vsem. Ja. Hvala, Robin, evo, tudi tebi. In vsem članom. Čestitke. Vsem hvala, ja. Lepo se imejte. Velike čestitke. Hvala tudi tebi, ki si 200 objemov. 5. aprila 2025. Ja, danes je prav poseben dan, 200 smo zaokrožili,